Gospod, prosimo te za tvoje maziljenje Svetega Duha zame in za vse, ki so sedaj pred ekranom pri tej homiliji. Naj bo tvoje nadnaravno delovanje mogočno, da bodo naša srca goreča. Amen. Torej, kot vedno gremo po Božji besedi, kajti oznanjamo Božjo besedo in Kristusa in to križanega, pravi apostol Pavel. Oznanjamo Božjo besedo, Božjo modrost in ne našo modrost. In danes govori Božja beseda o izvolitvi. O izvolitvi. Bog izvoli, Bog ima načrt za človeka. In sicer v prvem berilu pravi prerok Amos, pravi, smokve sem gojil, pa čredo sem imel, govedo, a Gospod me je poklical iza črede in rekel, prerokuj mojemu ljudstvu, koga je duhovnik naganjal iz templja. Pravi, sam Bog me je poklical, On me je izbral, On me je postavil na to mesto njegovi mogočni modrosti. Sam Bog je poklical uboge apostole, ki niso znali ne pisati, razni Jude, pa mogoče Mateja in preproste ribiče. Sam Bog je izbral Davida iza črede, pravi, sem te vzel kot pastirja in te postavil na vrh mojega ljudstva. Bog torej izbira in On se svoje izbire ne sramoti, ga ni sram njegove izbire, oziroma njegova izbira je tudi mogočna modrost. Tako ga preganja duhovnik, ampak pravi, Bog me je izbral, da prerokujem to, kar tebi ni všeč. Prerok Amos. In pravi v psalmu podobno stvar, pokaži nam, Gospod, svojo dobroto. Komu je to nam? Tistim, ki ti služimo, ki si nas izbral, da smo lahko tvoji. Kajti blizu je rešitev za tiste, ki se ga bojijo, tiste njegove, za one druge ne. Oni drugi zamahnejo, če rečejo besedo o Bogu, a o tem te bomo poslušali drugič. Kajti oni so izredno pametni. Ampak pravi, Bog bo pokazal svojo dobroto. Komu? Tebi, ki mu služiš po njegovem načrtu. In pravi, tudi dežela se bo, načrt Boga za deželo, tudi za Slovenijo, je, da se bosta zvestoba in pravično srečala, mir naselila in poljubila. Tega v Sloveniji ni. Ni ne pravičnosti, ne dobrote, ne zvestobe v, bi rekel, javnem življenju Boga in tudi na vsezadnje politiki, vse tem, kaj se dogaja. Gospod nam bo izkazal dobroto in Sloveniji, naši deželi, samo če bomo njegovi. Danes se pa počasi pripravlja teren za preganjanje cerkve. Tako pravi tudi apostol Pavel, pravi, Bog nas je izvolil pred stvarjenjem. Pravi, kako je možno, da je pred stvarjenjem, pred časom, pravi, da bi bili sveti in brezmadežni, duhovno lepi, brezmadežni pred Bogom Očetom po Jezusu Kristu. Kako vnaprej, kako pred časom, iz nebes, pravi, nas je določil pred stvarjenjem. Kako je to možno? Zato, kajti mi, kristjani, se ukvarjamo z rečmi, ki so večne. Naš odnos do Boga, iz naše duše, ki je večna, Bog je večen, je to, mi smo na področju večnosti, v tem prostoru in času imamo našo dušo večno. In Bog je iz večnosti, On vse vidi in vse tudi načrtuje po tej volji, da bi bili njegovi posinovljeni otroci. Kako? Po duhu in po srcu, da bi bili posinovljeni otroci. V njem nam daje odpuščanje grehov in nas torej vsakršnim duhovnim blagoslovom v Kristusu
nas je Bog izbral pred vsemi časi, torej v tej večnosti, ki je v nas in s katero mi operiramo, bi lahko rekli, v večnosti operiramo. Kajti vse te 10 božjih zapovedi, veš, naš odnos do Boga, odnos do bližnjega je na področju večnosti. In to je večno velja, zato velja 10 božjih zapovedi za pred 10 tisoč leti, ali 3 tisoč leti, ali 100 leti in bo veljalo še naprej. Kajti to je večni odnos. In mi, kot kristjani, posegamo po samih največjih zadnjih stvareh večnosti in nam bo veljalo to tudi za vso večnost naprej. Milost je izliv na nas po blagohotnem načrtu. Kakšen načrtu? Načrtu po Jezusu Kristusu. Prihajamo po Jezusu, v Jezusu, z Jezusom prihajamo nazaj Bogu Očetu. In nam daje poseben pečat Svetega Duha. Smo zaznamovani z njegovim duhom. Evangelijo prav tako govori, da je Jezus poklical, Bog sam poklical, on ima načrt. On je poklical 12, posebej po svoji modrosti, po pomolitvi, z očetom, z edinjo z očetom jih je poklical in jih postavil v službo in jih poslal. Torej ni samo poklical, da bi se lepo imeli, šli na morje in sončili in se družili v dobri družbi, ampak jih je poslal, ima nalogo. Tako Jezus postavlja svojo cerkev. Ker rečemo, kaj pa Juda? Kaj Juda tudi on izbral. Sicer Mariji Valtorti pravi, da se Juda nekako vsiljeval, Jezus je videl, da je on tisti v prihodnosti, ki ga bo izdal. In ga je hotel odvrniti malo, tako mu je govoril, da naj premisli in podobno. Ampak Jezus ga je potrdil in ga je izbral, tudi Judo. Zato, kot v drugem berilu, ko nas Bog izbere, mi imamo še vedno to možnost, da odpademo. Božji načrt je za nas, da je bili srečni, veseli v Bogu, v tej večnosti povezani z njim, naša duša, da bi naši duši bilo dobro, pa tudi teleso na vse zadnje, ampak predvsem gre za srce in za duha. Ampak mi lahko še vedno odpademo iz tega Božjega načrta. On nas je izbral, ampak jaz lahko odpadem in grem stran od Boga. Če tudi on želi in me nagovarja skozi moje življenje, da se spreobrnemo, kako smo danes brali v Evangeliju, ko je Jezus poslal svoje učence in jim je dal tudi moč. In potem pravi, izgnali so veliko hudih duhov, veliko bolnikov mazili z oljem ter jih ozdravili. Mogoče v nekateri, ki mislijo, da so izredno pametni in razgledani, pravi, vse to je nemogoče, da bi bolnike ozdravil, da bi hude duhove izgnal. Pa kot zadnje čase povem vedno tudi neko pričevanje, bom ga mogoče za konec povedal. Torej gre za to, da smo mi svet narod, ki nas Bog pošilja, vsakega izmed nas, tudi če si posvečen duhovnik, recimo v katoliški cerkvi, ali kar pomeni vse duhovništvo je tako od Kristusa, torej če imaš kako posebno službo, ali pa si krščanski oče, imaš nalogo, torej najprej svoje najbližje, pa druge tudi nagovarjati k spreobrnenju, največ seveda s svojim zgledom, potem pa tudi z besedo in z močjo Svetega Duha. To so, pravim, duhovniki tudi so poklicani iz različnih situacij v to službo in je potem Kristusov duhovnik, Božji duhovnik in so poslani, da rešujejo v Jezusovem imenu duše, kot je Jezus poslal apostole. V duhovniški službi je povezan tudi celibat. Reču, ja, to pa ni naravno, to pa ni v redu, celibat, vendar kot vidimo v današnjem času, je boj duhovni tudi na področju spolnosti in celibat pravzaprav pomeni, ne tudi, ampak pretežno tudi, vedno je nedovoljena spolnost vključena v tale svet in celibat je pravzaprav spolnost v skladu z Božjo voljo. Recimo, da zdaj duhovnik, tako ima katoliška cerkev sklenjeno, je celibater in nima, se pravi,
neke družine in nima spolnih odnosov, ampak celibatno v Božji milosti živi, kot pravi Božja beseda, kot pravi Jezus, naj razume, kdo hoče razumeti. Torej, posebej poklicani, posebej moči in informacij imajo za to. Potem je pa celibat tudi v družini, tudi med poročenimi. Celibat v tem smislu, da je spolno samo v skladu z Božjim načrtom, to je znotraj zakona in pa seveda tudi pravim namenom. In pa celibat rešuje današnji čas tudi vse, mladino, samske, vse, ki kakorkoli smo na tem svetu, je prava rešitev, kajti po bi rekel, zmedeni spolnosti ali po nek način če gledamo duhovno po spolnosti, ki ni v skladu z Božjo voljo, prihajajo rušenje naših življenj, problemi v družinah in tako naprej. Sedaj se po naši oddaji, ki smo imeli Poročiva se, imamo podatke, da gre v Sloveniji, torej povsem in na vasi in v mestu skupaj, gre vsaki tretji zakon narazen. 1, 2, 3 narazen, 1, 2, 3 narazen, celo Slovenijo. V mestih verjetno veliko, veliko več. Kaj pa tisti, ki se niso poročili, tisti pa verjetno so še bolj navadno nestabilne te zveze in je ta duhovni boj zelo velik. Torej, celibat nas lahko rešuje in je kot neka duhovna bližnica v duhovno rast naše duše. Tako cerkev je najbolj cenila samsko celibatno življenje, kot da je najbolj lahko blagoslovljeno, tudi na nek način najbolj srečno, potem pa zakonsko življenje seveda in pa vsakega, v katerem koli stanu je človek, v kateri dobi svojega življenja, se mora držati celibata. In te bitke za Kristusa mi zmagujemo kje? V naši notranjosti. Hoja za Kristusom ni zunanja, ampak je notranja, je v tvojem srcu, torej v svoji notranjosti ti zmaguješ in izbiraš Božjo pot in Božjo voljo. In preko svoje notranjosti se združujemo z Bogom in tako gospodarimo nad duhovi, nad vsem, če smo v Kristusu, in tukaj je dal Kristus tudi moč. Mi se moramo odločiti ne za ta svet, kjer vladajo falkoni, s katerimi se lahko vozimo po mili volji, sem in tja na različne neumnosti. Potem velja na tem svetu kraja, denarja, poziranje, lepotičenje, neodgovorna spolnost, nastopanje pred ljudmi. Obenem pa vso to življenje, ki nam ga svet nudi, užitki različni, povzroča trpljenje. Trpljenje, na primer, otrok, in sicer vsak dan umre 18.000 otrok, pa približno 5.000 odraslih zaradi lakote. In to nobena epidemija, nobena pandemija nam ne pobije toliko, ne naredi toliko škode. In če so gospodarji sveta bili sposobni cepiti celo svetovno prebivalstvo, praktično čez 60%, vsaj z enim cepljenjem, potem so bili sposobni tudi nahraniti teh 20.000 otrok, oziroma 18.000 otrok in 23.000 ljudi, 5.000 odraslih, ki vsak dan umirajo, ali pa jim kakorkoli pomagati. Gre za to, da naše življenje potem, ki ni z Bogom, pripelje na koncu do zločinov. Ni druge poti. In potem seveda duhovno smrt in pa večno prekletstvo. Izberimo se Kristusov svet. Kristusov svet, ki je ljubezen, dobrota, usmiljenje in povezanost notranja z Bogom, notranje premagovanje zla. In potem pridemo mi do prave notranje sreče, pridemo do samega sebe, pridemo do ljubezni, do Boga in do bližnjega. Zato pusti hudiča v svetu in izberi Kristusa. Obenem pa še kratko pričevanje za tiste, ko so rekli, kako so zdaj ti ozdravljali. Zdaj me je po ne vem koliko letih, 20 letih,
ali 15 letih poklicala oseba, ko smo pred časom sem molil za njo, pa sicer nima niti časa za daljše pričevanje, in bila rešena heroina. Veste, da navadno tisti, ki so odvisni od droge, če je nekdo na heroinu, potem se navadno ne rešijo. To je, bi rekel, do sedaj bila še vedno ena ali pa najhujša droga, ki najbolj zasvoji. In ta oseba seveda tega ni pozabila, ampak potem žal ni šla po poti Boga. In zdaj zopet trpi in me je poklicala po dolgem času. Ampak gre za to, da je možno ozdravljanje tudi v imenu Jezusa Kristusa, v imenu spreobrnitve našega življenja, ko kličemo Jezusovo ime, in Bog je dal svoji cerkvi tudi to moč za ljudi, da on to presodi po svoji modrosti, komu da potem to ozdravljanje tudi na takšen način. Bog je isti in se ne menja. Obrnimo se Bogu Očetu, Stvarniku, po Jezusu Kristusu, po čudovitem Božjem načrtu.